Ja, takole vas znova pozdravljamo, kot smo obljubili tudi ob pogovoru, ki sledi filmu Samota. In sicer ob meni je Anja Banko, filmska kritičarka, ki pa tudi zelo dobro pozna filmska srečanja ob kavi, tako da smo veseli, da te lahko znova gostimo v naši družbi. Ja, najlepša hvala za vabilo. No. Tudi jaz sem prav vesela, ker ta film, ki smo si ga danes pogledali, se mi je v bistvu prav na nek tak zelo poseben način svojo temo, svojimi mnogimi temami, predvsem pa svojo filmsko podobo kar močno vtisnil. No. Bom rekla, kar želodec, ne samo srce. Jaz moram priznati, da običajno seveda se pogovarjamo o filmu, gremo od začetka do konca, ampak tukaj je pa mogoče obratna pot mi bolj smiselna. Namreč konec je dokaj nepričakovan, neobičajen, nekako smo navajeni na vse te, recimo hollywoodske zaključke, kjer smo seveda vsi srečni, hkrati je vse jasno in izrazito. Kako pa lahko rečemo, kar se filma, ki smo ga videli, v čem v bistvu ravno v tej širini, ki jo pušča za interpretacijo, pravzaprav pokaže, da je vsak gledalec lahko čist edinstven v tem, kaj doživi po takšnem filmu. Kako si ti doživela in ta film in zaključek, kaj nam lahko poveš? Ok, pa bom začela tudi sama, ker pri koncu. Pravzaprav se mi je zdelo zelo zanimiv, ker na nek način se zgodi, vsaj zame, skoraj da 3-krat. Prvi konec nastopi takrat, ko Gunnar v bistvu odide nazaj domov, nazaj k svoji kmetiji, in v tistem trenutku, prvič, ko sem gledala film, sem se pravzaprav ustrašila, a zgodba pelje v to smer, pelje pač, ne vem, v samomor, pravzaprav, recimo, če je to najtemnejša varianta, ki nekako vse mičken nastavlja. Ampak vendarle, pravzaprav film na nobeni točki nekako ne dopusti, da bi zapadli v to absolutno temo. Mogoče se tega lahko dotaknemo še malo kasneje, ampak pravzaprav se mi Gunnar zdi kljub vsemu lik nenavadno poln življenja in neke volje, neke moči, prav tako kot en tak islandski lišaj, ki vztraja kljub vsem vremenskim in družbenim razmeram. Ampak če se še malo naprej peljem proti koncu, drugi konec nastopi, ko se vrne nazaj v svoj ta drugi dom, ko se zazre skozi okno in nas pravzaprav pogled ali pa njegova želja, njegova volja odpelje v ta hollywoodski pravzaprav srečen konec sprave, pomiritve, ponovnega prijateljstva. In nekako se kar že malo sprostimo v tem, smo zadovoljni, čeprav je lahko malo celo patetično, a ne? Ampak tukaj režiserka naredi še ta tretji konec, ki se pa vsaj meni se je res zarezal samo želodec, ne samo srce. In sicer v bistvu nas razpre, zavedamo se ali pa spoznamo, da to, kar smo videli, je pravzaprav Gunnarjeva želja, ampak kaj bo on storil naprej, v naslednjem koraku, tega ne vemo. Lahko si mislimo, da bo odšel skozi vrata, lahko bo odšel nekoč, nekega dne, lahko pa nikoli, ampak prav tukaj je pravzaprav nek ta čar ali pa posebna moč filma, posebna pozornost tudi režiserke, da vsakega gledalca nekako pusti na eni, zares od teh 3 točk. Je pa zanimivo, da vseeno imamo občutek, da je Gunnar na koncu filma spremenjen, drugačen, kot je bil na začetku. Po eni strani govorimo, tudi režiserka je rekla, da jo ves čas zanima ta kontrast med osamljenostjo in samoto. Če je bil Gunnar v bistvu v nekem samotnem življenju, ki smo ga spremljali na začetku na podeželju, pa je bil mogoče celo še bolj, je bil pa osamljen, ko je prišel v to mestno podobo Reykjavika. Kako lahko sama mogoče vidiš to razliko, ki je tudi režiserka upeljala med samoto in osamljenostjo, ki se ves čas izraža ravno prek Gunnarja in tega njegovega prijateljevanja z Arjem? Je mogoče tukaj ena zelo taka dobra vizualna opomba, ki nas pravzaprav postavi v občutanje te razlike med osamljenostjo in samoto. Namreč, če smo na začetku ali potem parkrat tudi na koncu filma postavljeni v te nekako široke, razprte pokrajine, kjer on pač res nekako samotno stoji v tej pokrajini, se v mestu naš pogled in tudi kader pravzaprav zoža, ves čas nas postavlja režiserka v neko tak bližnji, srednji plan in nekako
izolira Gunnarja tudi zares od okolice, ampak ne absolutno, pač postavlja ga tudi ves čas v neke situacije, ker recimo lahko bi se tukaj nam zazdelo, da je to nek ta stereotip tega godrnjavega starca, ki vas ne mrščen, nič mu ni okej, pač zdaj je prišel v to mesto. Ampak zdi se mi, da on pravzaprav te zavrnitve mestnega ali pa družbenega življenja pravzaprav, mislim, ja, govori o nekem strahu, ki ga je nekako nosil v sebi ali pa imel, vendarle pa se želi v mestno družbo ali pa v to novo okolje vključiti. Čeprav pravzaprav vedno znova brez besed in Arje je pravzaprav tisti, ki ga povabi, da se zares začne vključevati, nekako mu nevede zares sugerira, kaj so lahko njegovi neki naslednji koraki, kupiti pico en dan, drug dan dati 50 milijonov kron azilnemu centru, pač mogoče malo te naivne otroške pravzaprav stopinje v svet, pa vendarle v bistvu nekako bistvene za Gunnarja, ki je na nek način vseeno v odnosu do družbe, kot smo videli, zelo, zelo naiven zares. Najbrž niti ni vajen tega, da bi lahko bil koristen drugim. Recimo tam, ko gre mimo tiste mreže na nogometnem golu in vidi, kaj bi lahko on s svojim znanjem naredil, da bi bilo družbi bolje. Podobno je najbrž tudi s temi 50 milijonami kron, ki konec koncev imam občutek, da se je on počutil enako zapostavljen kot ti afganistanski begunci. Enako izoliran od preostanka družbe kot oni. In zaradi tega je najbrž tisti stavek, ki ga takrat Arji izreče: če bi jaz imel ta denar na banki, bi ga najbrž dal. Mu spodbudi to misel. Nekako spremljamo, kako je Gunnar preko tega prijateljstva z Arjem počasi našel svoje mesto v družbi. In ga, kot vidimo, tudi na koncu ne želi izpustiti. Nima se kam vrniti pravzaprav. Ja, to je zelo zares pomembno dejstvo. Ta v bistvu neka absolutna, skoraj mitološka izkoreninjenost na nek način, ker ta motiv poplavljenega doma, poplavljene vasi, se ga že iz ljudskega slovstva ga poznamo, Rabalsko jezero in vse te pripovedke mi vedno znova pridejo tako zelo vizualno v misel, ampak ja, pač on si je mogel dom ustvariti drugje. Ampak dom so pa pravzaprav zares odnosi. In to se zelo lepo vidi skozi odnos do konja, Godija, če se prav spomnim, ki se vedno znova vrača v bistvu kot neko hrepenenje, kot nek spomin na dom in na koncu tudi kot neke vrste pravzaprav odrešitev. Sama sem se parkrat vprašala, tudi na koncu, a sploh Godi se znajde tam ob tistem poplavljenem jezeru, pravzaprav je čisto vseeno. Ampak ta v bistvu tudi kako peljuje režiserka zelo počasi mesto Arija ob Godiju, recimo s fotografijo oziroma sliko konja na stenu, fotografijo zraven. Skratka, ja, dom je zares tam, kjer je nekdo, ki ga imaš rad. Ja, in če je Gunnar ta odnos čutil pač v bistvu še do Godija na svojem prvotnem prebivališču, je tukaj definitivno s tem odnosom do Arija vzpostavil to novo domovanje. Mi je pa zanimivo, kako kot družba v bistvu včasih tovrstna prijateljstva, ki niso med sovrstniki, tolmačimo napačno oziroma smo lahko zelo obsojajoči, kot smo videli recimo tudi na tem primeru. Mene je v bistvu vse skupaj spomnilo na film Lov in na podobne situacije, kjer v bistvu prihaja do tega nekega odnosa, prijateljskega odnosa med starejšim moškim in v tem primeru recimo fantom. Na kakšen način res kot družba v bistvu kar nekako vnaprej dvomljivo gledamo na to vrstne odnose in kakor smo videli tukaj lahko tudi zelo uničujoče vse skupaj. Ja, mislim, na nek način je to kar kompleksno vprašanje, ampak zdi se mi, da pač ta nek strah, ki je zakoreninjen nekako v nas, ko pride do pogleda na to vrstne odnose, pač pravzaprav vztraja tudi zaradi nek način morda izkušnje prijateljstev, kot jih imamo. Ker le redko se mi zdi, da se dva človeka nekako uspeta, ne vem, povezati, začutiti na absolutno, bom rekla, enakopravni ravni, ker tisto, vsaj po moje, neko idealno prijateljstvo je. Ker tudi večkrat, recimo sploh v romantičnih vezah,
ali pa recimo v nekih družinskih razmerjih gre zares za zelo hiter neke mogoče malo hierarhične odnose, kdo ima več moči zaradi pač, ne vem, starosti, znanja, družbeno-ekonomskega položaja in kdo je pač v nekem rahlo podrejenem položaju in odnosi se, vsi dobro vemo, posledično zelo hitro začnejo krhati ali pa ena oseba začne manipulirati drugo, čeprav včasih tudi popolnoma nezavedno. In nekako se mi zdi, da se v nas naseljuje pač nek ta strah, sploh ko, mislim, sama sicer nimam otrok, ampak si predstavljam, da to mora biti pa res kar neko, ne vem, težko je zaupati v današnjem svetu še bolj mogoče kot prej drugemu, pač, da bo imel ali pa znal vzpostavljati ta nek nedolžen odnos, ki ga pa v bistvu Ari in to se pravi Gunnar na nek način prav zares uspeta, ker sta oba dva na nek način vsak svoj način ranjena, hkrati naivna, kot smo že omenjali, ampak ne res v tem negativnem smislu, no? Ampak pač sam na tej točki, bom rekla, nekega družbenega ali pa intimnega lastnega trenutka. Tako da nekaj sem še hotela povedati. Ampak se mi zdi zanimivo to, da v bistvu dejansko res ta starša tukaj izmanjka njunega časa in njune ljubezni do Arija, pravzaprav potem iskala krivdo nekje drugje. Medtem ko vse, kar je Gunnar naredil, je bil prisoten, dal čas in dejansko veljavo temu otroku. Ja, to se mi zdi si res dobro izpostavil, pravzaprav to projekcijo pač krivde staršev. In tukaj bi mogoče dodala še eno ključno stvar, ki sem jo pa zdaj, ko sem film ponovno gledala na velikem platnu, še bolj intenzivno zares začutila in sicer je to pomanjkanje komunikacije, absolutno pomanjkanje komunikacije. Gunnarja pravzaprav na nobeni točki nihče razen Arija ničesar ne vpraša. Pač starši pridajo in sploh jih ne zanima, kdo je Gunnar, kaj počne, zares samo, a bi lahko mogoče pazil našega Arija, hvala, prosim, prav ničesar. In tudi ta moment potem nesporazuma, pravzaprav starša Ariju zares ne prisluhneta, samo pač pustita projekcijo svojih strahov, ko vprašata, zares ne vprašata, kaj se je zgodilo, ampak mu postavljata neke trditve in seveda si predstavljam, da kot otrok ali pa tudi sam, če se znajdeš včasih v neki taki zmedeni situaciji, zelo hitro pritrdiš, pa ne veš, kaj sploh svojo besedo zares narediš, ker pač kompleksne situacije pač terjajo včasih mogoče malo bolj razvejan, ne vem, besedišče ali pa čas, trenutke občutenja in tudi kasneje, ko se oče pravzaprav Arijev Ori vrne do Gunnarja, ne pusti mu, da bi zares sploh karkoli povedal. Pač niti nobene, samo pač zamahne, zavpije in zares odide. Tako da v bistvu to pomanjkanje komunikacije, ki ga vidimo pol tudi pač skozi ves čas, v bistvu v mestu, odnosi med ljudmi in tako, je res zelo, bi rekla, zelo močno prisotno in hkrati se mi zdi, da se postavlja v zelo lep kontrast v odnosu z Godijem konjem, ker pravzaprav tam v bistvu ne potrebuje Gunnar prav nobene besede. Res je v bistvu zanimivo, kako lahko ta odnos, ki ga ima z Godijem, nekako preslikamo na odnos, ki ga je vzpostavil z Arijem. Občinstvo, sem prepričan, da je tudi med vami kakšno vprašanje, mnenje ali pa komentar na pravkar viden film, tako da bova vesela kakšnega vprašanja. Če ga kdo že ima, lahko kar... najlepša hvala. Dober dan in hvala za tak čudovit izbor. Kaj je samota ali pa osamljenost, sploh ne pomisliš, ker si sam vdovc. Ampak mi smo precej, marsikdo med nami v tej situaciji. Imaš včasih srečo, da te nekdo potegne iz tega in ti najde in ti pokaže pot in ti jo moraš sprejeti, zato ker še ne veš, kakšna je, ampak na koncu ugotoviš, da je čudovita in da so ti res da ti nekaj da tistega, kar rabaš v tem obdobju. Zanimivo je pa ta komunikacija, ki nikakršna bi rekla. In sem pomislila na današnji svet. Vsi otroci so na škatlicah. Jaz sploh ne vem, če znajo še komunicirati in kako doma komunicirajo. Jaz nimam vnukov in tega ne vem. In
imam občutek, da tista škatlica mu zadostuje in ne vem, ta praznina, kako imajo sploh odnose. Ker recimo včasih je bila družina izjutraj zajtrkovala, vsi smo se odpeljali od doma, popoldne smo prišli domov, smo hitro skuhali kosilo, pa naloge smo delali, pa je bil pa že večer, pa še šport nekam, leteli smo na kakšno trening ali pa na prireditev. Zdaj pa ne vem, kako je. Ampak najlepša hvala za ta film. Prekrasno. Najlepša hvala za komentar. Ja, jaz mislim, da je zelo na mestu in da marsikdaj, po moje, kakšen otrok kar reče: mami, kaj me sprašuješ, kako sem? Poglej na Facebooku, se sem objavil. Tam je objavljeno. Hvala. Še kakšno vprašanje? A sem še kakšno roko spregledal? Tudi če je gor na balkonu, mi kar pomahajte. Aha, izvolite, tukaj le imamo še v drugi vrsti. Sej ni zares ni vprašanje, ampak tudi mene je ta film spomnil na tisti film, danski film Lov. Mislim, človek je tako pretresen, da je ta svet tako poln neke zlobe, zlorabe, ne vem, groženj, strahu, da sploh ne razume, da v takem svetu lahko eni pristni, prijateljski, čisti odnosi med dvema človekoma nastanejo, ker oba potrebujeta človeški kontakt. Kot ste rekli, tile starši so, predvsem oče, je bil precej neodgovoren do tistega trenutka, ko so začeli razmišljati o tej tako zvani zlorabi. Medtem, ko je dejansko ta Gunnar dal otroku tisto, kar je potreboval, to varnost, to prisotnost, to, da se mu je posvečal, da sta delala to, kar je obema bilo lepo. In moram reči, pri Lovu sem bila nekako pomirjena, ker se je do konca vse lepo izteklo. Nazadnje se je izkazalo, tistega vzgojitelja je kolektiv zelo, zelo grdo obsodil in izločil, ampak do konca filma se je vse skupaj poravnalo, izkazalo, da je šlo za zmoto. Tukaj me pa zelo boli, da se je tako končalo nekaj, kar je pravzaprav v tem pokvarjenem svetu resnično lepega. Najlepša hvala za odličen komentar. Še kakšno vprašanje? A sem kje spregledal roko? Ne še. Bova še dala priložnost za kakšno vprašanje. Meni se je zdelo zanimivo, recimo, kako je tudi režiserka sama videla film. Pravi: ves čas so me zanimale medčloveške vezi, zlasti med ljudmi, ki niso v sorodu. Pravi: rada imam čarobno vsakdanjost življenja. Bojda hodi naokoli po Reykjaviku z eno tako majhno knjigico in si zapisuje anekdote, ki se dogajajo med ljudmi, in jih poizkuša nekako vplesti v scenarij. Pravi pa, da samota je zgodba o odraščanju obeh protagonistov. Arija, ki je zaradi ločitve staršev prisiljen zelo hitro dozoreti, ampak tudi Gunnarja, ki se mora po selitvi z družinske kmetije v nekem smislu znova naučiti živeti. V bistvu gre, po eni strani smo rekli o tem stereotipu godrnjavega starca, na drugi strani pa tudi za otroka, ki išče svoje mesto. Oba sta v bistvu delita ta skupni občutek neprilagojenosti v svetu. Čeprav imamo ves čas občutek, da je tukaj Gunnar tisti, ki se mora znajti, tudi Ari se dejansko mora. In včasih se mi je zdelo, da sta si precej bolj podobna, kot bi si lahko mislili, ne? Ja, se mi zdi, da absolutno se strinjam s tem mnenjem ali pa s to trditvijo. In zdi se mi, da to film pravzaprav ves čas v bistvu skozi njun odnos tudi nakazuje in hkrati, kot si že tudi izpostavil, zrcali to njuno zares robno pozicijo tudi nekako na širši sliki ves čas ali pa parkrat v filmu pravzaprav vidimo proteste v podporo migrantom, migracijam, beguncem, po televiziji novice nekako. In pravzaprav vzpostavi film en tak, bi rekla, kar zanimiv portret ljudi na robu, čeprav iz različnih vse nekih družbenih skupin ali pa družbenih situacij. In
ja, nekako Gunnar in Ari to pač izkazujeta na tej ravni neke pač osebnostne rasti oziroma vključevanja v neke pač družbene odnose in razmere, ker ne nazadnje tudi Ari večkrat je izpostavljena do njegov, ne samo da je odšel oče, ne, tudi njegov najboljši prijatelj je odšel in ostajati tako sam je v bistvu zelo, zelo težko v tem času in hkrati mogoče še vsem za izpostaviti, da film se zanimivo umešča v eno tako, bom rekla, kar univerzalno časovno tudi situacijo. Pravzaprav je zelo analogen. Ne vidimo nobenih škatelj, zaslonov, tudi tista televizija bi bila kamoti začetka 2000 ali pa dobro, no, kako leto kasneje, ampak v bistvu vzpostavlja zelo tak, bom rekla, ja, pristen dotik in pristen odnos tudi skozi ta simbol, ta šah momentno, to igro šaha. Mi je bilo pa zanimivo, da v bistvu kar je Arija zmotil je bilo, kar je pa Gunnarja zmotil je bil pa zvok telefona, ne? Se je vsakič zdrznil, ko je sam zaslišal. V bistvu je bilo zanimivo, kako vsaki svojega sveta prihajata in kako vidita nek glas drugega v bistvu kot majčkeno moteč na začetku, ja. Je pa res, da je Ari bil tak, ki je pravzaprav Gunnarja nekako aktiviral. Če je predtem, kot sva rekla, bil na podeželju bolj kot ne zadolžen za samega sebe in za Godija, je pa tukaj videl svoje mesto v vsaki izmed teh malenkosti in postajal vedno bolj aktiven del družbe. Dejansko res je to prijateljstvo nekaj, kar mu je odprlo svet in dalo vedeti, da je tudi on družbena žival. Ja, absolutno. Ne nazadnje, mogoče, to sem danes pomislila tudi ob ogledu, ne nazadnje je tudi Arijevo družino spravil vsaj za trenutek nazaj skupaj v nekem takem absurdnem zasuku žal, ampak ja. Zanimiva je bila tudi kritika Marcela Štefančiča, ki je dejal, da francoski filozof Pascal je rekel, da vsi problemi človeštva izvirajo iz človekove nezmožnosti, da bi sam tiho sedel v sobi. Gunnar je njegov učenec, Ari pa Gunnarjev. Gunnar je človek iz drugih časov, ampak ne nujno iz časov, ki so za nami, ker deluje kot simptom časa, ki prihaja, časa, ko bodo vsi hoteli svoje življenje malce ustaviti in poenostaviti. Zdi se mi zanimivo to, kako smo se odvadili sami tiho sedeti v sobi, oziroma kako je to postalo težko dosegljivo. V bistvu iz tistega občutka, pravzaprav ta želja po samoti, dajte mi malo miru, a se lahko majčkeno izklopim, a lahko moje življenje postane bolj enostavno. Mislim, da ta film zelo nagovarja to opcijo. Ja, se spet absolutno strinjam s temi in ja, pravzaprav bom rekla, ta analogen kontekst filma nekako naredi neko spodbudo, da se ta ideja, ki jo Marcel vzpostavlja, pač lahko dovolj dobro zasidra, ampak ja, kaj ne rečem, se to je samo tako nekako lahko moje osebno mnenje ali pa spekulacija. Definitivno je pač svet tako zelo, ali pa naš vsakdan tako zelo zasičen z raznimi impulzi, da ja, je nek odmik v trenutnih časih pač rešilna bilka, se mi zdi, no, ne vem. Ampak če je Gunnar želel sam sedeti tiho v sobi na podeželju, a si to še vedno želi zdaj, ko je v Reykjaviku? Ali bi rajš imel družbo? Bi rekla, da bi raje imel družbo, ne? Ampak zdi se mi, da je pravzaprav si družbe želel že od samega začetka zares. Pač in zdaj ta zunanji dejavnik dobesednega izbrisa doma ga je pač prisilil, da naredi ta korak pač mogoče par kilometrov stran in se, ali pa par 100 kilometrov stran in se odpelje v mesto, ker tudi, ko pride v mesto, ga pravzaprav ves čas vidimo, ne vem, recimo na avtobusu, tisti prizor, pač zanima ga, kaj drugi ljudje počnejo, kako se obnašajo, kaj berejo, kaj na naslovnici knjige. Tudi ne nazadnje pač ima radio, posluša novice, uživa v nekih, bom rekla, pač čist družbenih stvareh ali pa medijih, pač razvedrilih. Sam pač nekako ne zna s tem zares mogoče ravnati, kar je pač podobno kot otrok, ko vstopa v družbo. Ne? Tudi televizijo si je kupil, pa Ari mu jo je naštimal, tako da verjamem, da zdaj že tudi TV gleda. Kakšno vprašanje še za Anjo, za našo gostjo? Ali pa kakšen komentar v povezavi s filmom? Kaj upam, da nisem kakšne roke spregledal.
počasi vam bomo dali zadnjo priložnost za kakšno vprašanje, tako da če je še kakšen komentar na film. Ok, mislim, da sva bila zelo izčrpna tudi Anja, kar se tiče samega islandskega filma pa islandskih tematik, nekako imam občutek, da če si režiser in snimaš film na Islandiji, boš brez pokrajine težko šel čez. Moral boš pokazati to slikovito, čudovito pokrajino in tukaj je režiserki odlično uspelo. Gre sicer za njen prvenec, ampak hkrati ima ta film vso to islandsko dušo, ki si jo nekako želimo, ko gledamo to vrstne izdelke. Kako bi lahko mogoče ob zaključku nekako rekla na samo delo, v čem se ti zdi, da je pa res največja vrednost takega filma in to vrstnih zgodb? Na nek način gre za zelo droben film. Na nek način gre za zelo minimalističen film, ki bi lahko zelo hitro enostavno izpolzel mimo gledalca, mimo občinstev, mimo nenazadnje kuratorjev in selektorjev, tako da hvala Živa, da si dala nam vsem priložnost, da si ponovno nekaj pogledamo ta film v tem kontekstu. Tako da njegova vrednost se mi zdi je prav v tem, da je zelo subtilen in nekako sprejemljiv, prijazen v odnosu do svojih junakov, pravzaprav vseh junakov. Saj tudi družino, recimo mamo in očeta kot rahlo negativna lika, lahko zares začutimo v tem, da pač nič ni črno-belo v tem filmu in zabava me pravzaprav tudi nek tako drobni utrinki humorja, ki se pojavijo sploh na začetku, ko se film začne, ko pride tisti poslovnež, tisto kravato vas nesreča na to podeželje. Jaz sem pričakovala, da imam spet eno klasično črnohumorno islandsko komedijo, potem pa film postane nekaj absolutno drugega. Tako da v bistvu cenim nekako tudi to interakcijo režiserke nekako z vso islandsko filmografijo, čeprav je tako malo drobna recimo v tem smislu, ampak ja, zdi se mi, da je enostavno tak film, ki se ti pač uleže, bom rekla, v želodec in pač nekako se raztaplja v vsej svoji Še ena tehnična stvar mi je vmes padla na misel, 75 minut. Ja. Jaz moram priznati, da že dolg časa nisem videl filma, ki bi bil tako kratek, ampak hkrati tudi tako zgovoren vsem, kar pove. Mislim, da je to tudi ena posebna vrednost tega. Pa mogoče kar in režiserji in producenti in festivali vsi bežijo stran od tega, češ 75 je pa premalo. Mora biti daljša izkušnja, če želimo ljudem zaračunati vstopnico. Ampak ni. Ne, absolutno ni potrebe. Se mi zdi, da zgostiti nasploh neko izjavo, nek svoj pogled v nekaj zares krajšega je pač zares mojstrstvo. No? Vsak od nas ve. Ko moramo napisati spis, dolg ali pa kratek je. Predvsej teže ga je napisati na eni strani kot na 4 in najbrž je tudi predvsej teže narediti dober film v 75 minutah kot v 4 urah. Mislim, da smo ravno imeli zgovoren dokaz na platnu. Naj bo to zdaj še zadnja priložnost, če je še kakšno vprašanje, mnenje. Tukaj imamo v prvi vrsti. Izvolite. Ja, jaz bi se zahvalil za lep film. Moram pa povedati, da če gledam film tukaj, v Kinodvor, je to koeficient krat 2, glede same kakovosti oziroma globine in oziroma vsebine. Zelo veliko vsebine je tukaj noter. Mene je že to presenetilo, ker šolar raznaša časopise. Mislim, kje je to? Pri nas, recimo, poznamo, kje kakšen kraj, kjer šolar raznaša časopise, ne? Ko sta začela ta odnos, ko je dal Ari noge na stol, mu je rekel dol in je takoj dal dol. On je ubogal. To je tudi redko, ne? Drugače pa, meni se zdi, da je bil Gunnar obsojen na to samoto. On je dobil s to poplavo out of the box, on je šel ven iz svojega ustaljenega življenja, ki ni niti premišljal, da bi ga spremenil. Ampak spremenil ga je in se je potem izpolnil s tem fantom. Ta fant je od staršev pričakoval, da pridejo na tekmo, da ga gledajo. Ne, da pridejo po tekmi pa vprašajo, a si zmagal pa tisto medaljo. Ne? Gunnar mu je to dal. Ne?
In jaz tako, tudi sicer imam ljudi, ki so statisti v mojem življenju, ki jih srečujem pogosto, in ljudi, s katerimi sem se nekje dotaknil, kakorkoli že, in so pomembni ljudje v mojem življenju, ki jih tudi čez 10 let, če vidim, je tako, kot da ne bi minil noben čas. Drugače pa konec sem jaz videl tako, kot da se je Gunnar odločil, zdaj grem pa jaz povedati, kaj je bilo, ker Ari je naredil napako in Ari je popravil napako. To se pravi, če ne popraviš napako, narediš še eno napako. Ne? Ampak saj jaz sem tako videl film, lahko vsi drugi drugače vidijo, ampak jaz sem, da se je odločil, da grem pa jaz povedati, kako je bilo. Hvala. Hvala. Odlično ste povzel. Ja, jaz mislim, da res en kup enih zanimivosti. To, kar ste tudi rekel, on je dejansko Gunnar bil rojen v to samoto. Dejansko, kot pravi, podedoval je to od očeta, oče od starega očeta in ljudi tam ni bilo. Zakaj se nisi poročil? Ker ni bilo ravno veliko možnosti. Medtem ko zdaj v Reykjaviku se mu je pa pod prisilno selitvijo v bistvu odprl nek nov svet. Tako da hvala za odličen povzetek vsega. Mislim, da se tudi, kar se zaključka tiče, strinjamo. Še kakšno vprašanje? Aha, tamle imamo še na balkonu, če sem dobro videl roko. Vseeno se bom oglasila še enkrat. Torej, hvala vsem, najprej vama dvema, čudovit ste prikazali ta film, izboru, da smo ga sploh lahko videli. Drugače pa se mi zdi, da je to film, ker ga bi jaz opisala, manj je več. In to je tisto, kar je v življenju v resnici pomembno. In pokaže nam vsem gledalcem, ki imamo to srečo, da nas nekdo malo drezne, ker to v hitenju človek pozabi, ne, da to lahko človek občuti, če se zna umakniti sam vase v samoto in če ima izjemno srečo, da doživi ali pa spozna vsaj kakšnega človeka, ki je res takšen, kot je prikazan ta pravljični lik našega glavnega junaka. Ne? Osamljenega, povezanega z naravo, povezanega s konji, posebno. Ne? In tudi tisti konj, ki se tam pojavlja, se to ni realno, to je imaginarno prikazano, kaj si on želi, ker ne glede kje in kako živiš, smo, tudi če si sam, smo socialna bitja. Potrebujemo kdaj objem, dotik roke, prijazen, iskren, ne pa nekaj tako, kar je pač sam sebi, a ne naven, če si navajen. In tukaj je bilo fantastično pokazan te dve duši in dva velika srca, nepopisana na strani še otroka, kako srka tisto pomembno hrano, ki jo doma zaradi hitenja, razvezanega zakona, kjer se ga podajajo kot žogico in jim je v resnici na poti, ne dobro poljubijo, malo pobožajo, vprašajo, kako je, ampak nihče mu ne prisluhne. Tukaj pa mi pa to rabimo. Torej, skratka, mislim, da je to krasna šola, kaj in kako naj bi ljudje živeli, in če bi malo se približali temu, bi bil svet veliko lepši in ne bi sodili takoj na prvi mah, brez razmisleka, takoj pomislimo na slavo, razumljivo, človek se ustraši, ne? Ampak ni pa prav, da se skoraj vedno ljudje postavijo takoj, ko nekaj takega zvejo, večina v vlogi sodnika in takoj odreagira. Ne? Da se pač moramo tudi takrat malo zadržati. Torej, meni se zdi, da je to pravzaprav pravljica, ki nas uči, kako bi živeli, da bi bili bolj srečni. Tako, s tem bi je zaključila in iskrena hvala vsem in tudi vsem, kar ste povedali fantastično. Hvala še enkrat. Hvala tudi vam za odlično sklepno misel. A smo še kakšno vprašanje ali komentar spregledali?
Moram priznati, da zdaj ste bili tako dobri pri vaših zadnjih zaključnih mislih, da skoraj da ne vem, če lahko še kaj dodava, da bi oplemenitila. Res najlepša hvala v bistvu za te komentarje in za ta dodatek. Jaz bi se v tej priložnosti zahvalil tudi Anji, da je bila z nami, da nam je predstavila film oziroma povedala še številne podrobnosti, ki jih nismo vedeli, tako da najlepša hvala in en aplavz Anji Banko. Hvala. Jaz bom to priložnost izkoristil, da vas povabim 2. maja, in sicer 2. maja boste imeli priložnost tule v Kinodvoru videti slovenske filme, ki jih vse preredko vidimo. Izbral jih je Marcel Štefančič junior in sicer bodo to filmi Eva, Samorastniki, Remington, Veselica in Ko pride lev. Začne se že ob 14. uri in seveda filmski maraton slovenskih filmov, ki smo jih premalokrat videli, traja potem pozno do večera. Hkrati pa vas lahko že zdaj vabimo tudi na naslednje srečanje 13. maja, ko se bomo znova družili na filmskih srečanjih ob kavi. Naš gost bo direktor fotografije Gregor Božič, videli pa bomo večkrat nagrajeni film, tudi mislim, da evropski film leta, Fiume o morte. Tako da se vidimo znova 13. maja. Hvala za pozornost, pa lep dan še naprej. Hvala tebi.